Dobar dan, predstavila vam osnovne značilnosti raziskovalne naloge, v sklopu katere sem pripravila primerjalno analizo osnovnošolskih raziskovalnih nalog v obdobju zadnjih 7 let. Zakaj sem se odločila za to raziskovalno nalogo? Na prvem mestu sem se za to raziskovalno nalogo odločila zaradi osebne zagnanosti ter želji po raziskovanju in odkrivanju novega. Pri pripravah na to raziskovalno nalogo sem odkrila področje meta-raziskovanja, to je raziskovanje o raziskovanju, katerih namen je izboljšati kakovost je o uporabi interdisciplinarnih pristopov izboljšati kakovost teh in ugotoviti, kje so možne izboljšave vezane na postopke, izvajanje, preverjanje, ocenjevanje ter nagrajevanje raziskav. Odločila sem se izdelati uporabno nalogo, ki bo predstavljala koristen doprinos raziskovalnih dejavnosti osnovnošolcev ter izven teh okvirov. Moj namen in cilji. Želela sem proučiti in omogočiti celosten pogled v ozadje raziskovalne dejavnosti osnovnošolcev v dobi zadnjih 7 let. Želela sem izluščiti koristne informacije, ki mora biti pripomogle k izboljšavam in povečanju kakovosti raziskovalnega dela in samih nalog, ter podati predloge in spodbudi k oblikovanju smernic za prihodnost. Torej, pregledala sem 553 raziskovalnih nalog, katerih je v obdobju 2013-2019 na 23 različnih področjih izdelalo 855 raziskovalk ter raziskovalcev. Tukaj je prikaz metodologije v pomojni mapi, kjer so pokazani postopki, kaj sem delala in pripomočki. Prve 3 hipoteze zastavila sem si 9 hipotez, ki so se nanašale na raziskovalne naloge, narejene v tem obdobju zadnjih 7 let. Glede na število danih raziskovalnih nalog so posamezna raziskovalna področja v tem obdobju zastopana približno enaki meri. V obdobju 2014-2019 se z večanjem danim številom raziskovalnih nalog veča tudi delež z zlatim priznanjem nagrajenih raziskovalnih nalog, ter še tretja hipoteza od 9. V tem obdobju je bila na vsakem raziskovalnem področju delala vsaj ena z zlatim priznanjem nagrajena raziskovalna naloga. Vse 3 hipoteze so bile ovržene, pa poglejmo zakaj. Kot je razvidno, niti približno niso bila raziskovalna področja enako zastopana. Kot vidimo, turizem in računalništvo je bila zastopana kar 6-krat manj, oziroma je bilo narejenih kar 6-krat manj nalog, medtem ko sociologiji in pedagogiki pa skoraj 3-krat več raziskovalnih nalog bilo izdelanih. Kot vidimo, z večanjem števila raziskovalnih nalog se ne veča tudi število vrhunskih oziroma z zlatim priznanjem nagrajenih raziskovalnih nalog. Kot vidimo pri sociologiji, kjer je bilo izdelanih 61 raziskovalnih nalog in nobeno ni bilo nagrajeno z zlatim priznanjem, in pri proizvodno-tehničnem področju, kjer je bilo izdelanih le 7 raziskovalnih nalog in kar 4 so bile nagrajene z zlatim priznanjem. Razvidno je tudi, da v tem obdobju je bilo kar 10 področji, pri katerih ni bilo niti ena naloga nagrajena z zlatim priznanjem. In zdaj se pojavlja dilema, ali res raziskovalci dajo manjši poudarek kakovosti raziskovalnih nalog, ali so res ocenjevalni kriteriji oziroma ocenjevalci tako strogi. 4. hipoteza. V tem obdobju se rezultati raziskovalnih nalog dosegajo približno enak nivo, torej kakovost raziskovalnih nalog na posameznih področjih primerljiva. Tudi ta hipoteza je bila dosežena. Povprečno število točk za vsa raziskovalna področja v tem obdobju je 140,56 in kot je razvidno z tega grafikona, ogromno nalogo odstopa v pozitivnem in negativnem smislu od povprečja. Največji odstop v pozitivnem smislu je slovenski jezik, katera področje je doseglo kar 156,57 točk in na varnost v cestnem prometu, ki je doseglo le dobrih 123 točk. 5. hipoteza. V obdobju zadnjih 7 let se raziskovalno delo odloča približno enako število deklet kot dečkov.
Torej, ta hipoteza je bila ovržena. Vse od 855 raziskovalcev je bilo kar 618 deklet, torej 72,28%, medtem ko dečkov pa je bilo le 237, torej preostalih 27,72%. Šesta hipoteza. Med oblikami raziskovalnega dela prednjači individualna v primerjavi s tandemsko in skupinsko obliko. Hipoteza je bila potrjena, se od skupno 553 raziskovalnih nalog v tem obdobju je bilo individualnih kar 296, torej 53,53%, 211 tandemskih, torej 38,15% in le 46 skupinskih, torej 8,32%. Sedma hipoteza. V primerjavi z dečki se raziskovalno področja književnost, prehrana, gospodinstvo in umetnost odloča večji delež deklet. Na tej pomojni mapi je prikazan odstotek dečkov in deklet za vsako področje v 7 letih. In kot vidimo, tudi ta hipoteza potrjena, saj se za ta področja odloča večji delež deklet. Bilo bi treba tudi spodbuditi dečke, da podajo svoj del, oziroma svoje misli k novim spoznam na teh področjih in še vedno zgleda, kot da je aktualen stereotip, da so to ženske zadeve. Osma hipoteza. Primerjavi z dekleti se raziskovalna področja proizvodno-tehnično področje, računalništvo in šport odloča večji delež dečkov. Prav tako je ta hipoteza bila potrjena. Bilo bi treba spodbuditi dekleta, da se angažirajo sploh na področju računalništva, ker v 7 letih ni raziskovala nobeno dekle, in pri proizvodno-tehničnem področju. Razvidno je, da izgleda, kot da še vedno so aktualni pomisliki, da ta področja zastopa večji meri moški oziroma močnejši spol. Moramo se spomniti. Deveta hipoteza. Na preudarno izbranem raziskovalnem področju matematika se dosežki deklet in dečkov bistveno ne razlikujejo. Zakaj preudarno izbranem? Saj sem gledala število točk, ker je bilo 41, da ni velika razlika med številom deklet in dečkov, kar je bilo 37 proti 31, in da je celoskupno raziskovalne naloge zelo dobre kvalitete. Kot je razvidno, zanimanje deklet, prav tako kot dečkov, celoletno pada, oziroma v tem obdobju 7 let. Če pa gledamo skupek točk, torej poprečja točk za vsa 7 leta, pa je razvidno, da je razlika v točkah le za 0,67 točk. To lahko rečem, da je ta hipoteza potrjena, saj so rezultati primerljivi. Tukaj je le prikaz za raziskovalno področje biologije, kjer bom prikazala spoznanja in predlogi aktivnosti. To je bilo narejeno za vseh 23 področji, a glejmo si le za raziskovalno področje biologije, tako kot sem rekla. Torej, iz prejšnjega fikona je bilo razvidno, da je bilo nihanje zanimanja in bi bilo treba poskrbeti za trajno zanimanje oziroma konstantno. Število poprečnih točk je na nekoliko podskupnim poprečjem, torej bi mogli poskrbeti za izboljšati kakovost raziskovalnega dela in oddanih raziskovalnih nalog. Največji delež je bil bronasti priznani temu zlatu, torej bi mogli razmisliti o kriterijih oziroma o strogosti ocenjevalcev ali pa zanimanju učencev oziroma raziskovalcev. Prevladujoča oblika je individualna, torej bi mogli spodobiti tudi tandemsko in skupinsko obliko, ter delež deklet je skoraj 2-krat večji delež dečkov, to je mogli tudi spodobiti dečke, da dajo svoj delež tej nalogi. Torej, anketirala sem tudi, v zaključku sem naredila tudi mikroraziskave, anketiranje 16 gospodarstvenikov iz različnih branž. Ugotovila sem, da so gospodarstveniki pripravljeni sodelovati, torej posredovati podatke, pripravljeni so na somentorstvo in pripravljeni so podpreti raziskovalno dejavnost tudi osnovnošolcev, to je s finančnimi sredstvi in nagradami. Zaključujem, da so mednarodno sodelovanje, izmenjava znanj in izkušenj, povezava teorije s prakso in negospodarstvo z gospodarstvom izrednega pomena. Potrebna je tudi večja promocija dosežkov, saj mnogi so bili le slabo ali skoraj nič seznanjeni z temi raziskovalnimi nalogami. Hvala za poslušanje.